začetek, da še enkrat se predstavim. Gospod Peter Žudi, verjetno ste ga že večino spoznali, je generalni direktor za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Avstrijo. Z njim sta prišla tudi Jenin in pa Jason. Iz Honorja Hrvaška, Marjana in pa Mateja, ki upravljata slovenski trg, samo iz Honorja Slovenija prodaja. In pa ekipa kulture, Satin, kasneje se nam pridruži še Dragana. In pa seveda vi, dragi, pa še poseben gost danes z nami, gospod Aleš Pevžer, priznani fotograf, ki vam bo pokazal posebne funkcije na Honor Magic 6 Pro, predvsem slikanje v slabi svetlobi in pa slike v gibanju zaradi kamere z umetno inteligenco. A zato si mogel zrihtano? Zato kaj? Zato si mogel zrihtano? Ne, ker je v kleti še nekaj drugega posebnega. Tako da, uživajte, pa pričnimo. Peter, enkrat je govor? Ok. Good morning, dear friends, ladies and gentlemen. So this is Peter from Honor. Welcome to beautiful this gorilla. Yeah, I think it's real nice. So firstly, I want to say thanks to all the medias for your attendance. So with all your support, Honor achieved triple increase in fourth quarter year-on-year in Slovenia, which is a really amazing result. Yeah, second, I want to say as a global tech brand, Honor released a full scenario AI-enabled strategy. Honor published a platform-level AI empowerment, which will revolutionize the user experience with the industry-leading AI capability. Also will break the boundary of different equipment. Honor believes AI will enrich people's daily life. At Honor, we committed human-centric innovation, and we believe in openness and collaboration. Honor will work together with global partners to provide users great AI experience. Also, we have on-device AI, which it means all your data will keep inside the smartphone and protect your privacy. Third, so today we will announce our new flash model, Honor Magic 6 Pro. This new Magic 6 Pro with impressive display quality, long-lasting battery performance, and also intelligent user experience. Also, Honor Magic 6 Pro with powerful photography ability, and also will protect your health and wellness in mind. Thank you so much for your attention. Thanks. Yeah. Skupaj, tale priznani, tole ni bilo moje, ampak ni bilo moje, nisem si sam napisal, ko sem delal to prezentacijo. Verjetno me že poznate, kolikor ne bom enih par stvari povedal sebi, vsem, da sem malo pohvalim, nisem bil več najmlajši. Tako da se zahvaljujem na tole povabilo, ker sem lahko iz svoje bogate zbirke nomare privlekel najnovejše zadeve iz leta 90. Še enkrat že v 80. Pa potem še kaj drugega, pa potem še kaj tretjega. No, oziroma, to bomo dali malo tako, da bo tako, ko mora biti, ne bomo dali takole, ker dejansko jih tako odlagam. In še tole. Še kaj drugega. Ja, imamo, pa ne gre dolgo. V glavnem. In seveda tisto, kar je najpomembnejše. Dobil sem ga na kratek test, koliko ga dobite vi. Vem, da ste ga že mnogi testirali, tako da ne bom več preveč tehnično govoril vsem temu. Povedal bom par zadev glede na uporabniško izkušnjo. Tisto, kar je za vsakega, ki kupuje nov fotoaparat, najpomembnejše. Oziroma tisto, kar ga bom rekel, ga pritegne oziroma kar mu mogoče dela kakšne težave. No, ampak zdaj, če smo že na tem, da se vse malo pohvalim. Sam jaz aktivni smo bili na vseh olimpijskih igrah. To je majhna šala. Od leta 92 sem imel srečo, da sem videl vse slovenske medalje, oziroma ne, da sem jih videl, sem jih posnel. Bil sem res praktično po celem svetu s fotoaparatom. Tukaj dol piše par zadev, dirke Formule 1 še tam v času Mirana Ališiča pred letom 2000, pol kasneje nič več, oziroma še nekaj maga. No, tole, kar vidite, sem jaz skozi te čase in malo sem šel, bom rekel, po arhivu, pa nisem hotel preveč težiti. Recimo tista gor, tamle je ta sredinska slika, ki sedim na tistih, to je v Koreji na olimpijskih igrah leta 2018, ki so bili pogoji za delo res težki. V obrazu nisem dal zadnjih 2 olimpijskih igr v Pekingu pa v Tokiju, ker smo imeli maske, ker smo že pozabili, kakšni časi so bili. Za delo je pa zmeraj dobro poskrbljeno. Planica, tlele dol, ki se začenja danes, svetovno prvenstvo v Afriki, spodaj levo,
pa Turčija 2010 in pa še en posnetek iz Rio de Janeiro na enih pač zanimivih igrah, kjer je veliko fotografske opreme zginilo, ker so pač Brazilci znani po tem, da zelo hitro kaj potegnejo komu iz žepa oziroma so profesionalni, bi rekel, plenilci dobre opreme. Se je zgodilo med igram, pred igram, tako da je bilo kar zanimivo tam ustati v enem košu v tislu svojo opremo. Enih par svojih posnetkov, ne bom tudi kaj preveč bil, ampak koliko sem prej rekel, sem imel veliko sreče, pa tudi pač vztrajnosti, znanja in vsega ostalega, kar je treba, da sem pač toliko več kot 30-letne kariere imel priložnost videti vse te slovenske top športnike, delati z njimi, recimo gor pač Luka Dončić kot najbolj razpoznaven, tudi pač posebni fotoshootingi za Košarkarsko zvezo, s katero sodelujem. Ok, zdaj pa da ne nagovorim o sebi pa vsem ostalim, gremo kar na to, kar je najbolj važno, oziroma izkušnja, ki smo imeli včasih, pri zrcalnih aparatih letnega dosega. Se pravi, bil je in je bilo seveda za samo fotografiranje na film pač potrebno imeti kar nekaj občutka, ker so bili aparati težki, tudi to zrcalo, ki se je dvigovalo, da je šla svetloba noter na film, je pač zahtevalo svoj čas. In kot sami veste, pri sami fotografiji je par ključnih zadev. Prvo je seveda svetloba, v slabi svetlobi slika je težko, v dobri svetlobi je bistveno lažje. Potem je pa zaklop in seveda svetlobna jakost objektiva, se pravi zaslonka. Boljša, ko je, dražji so te objektivi in pri dragih objektivih seveda pridemo do določene kvalitete, še zmeraj pa pač mora biti tukaj zadaj fotograf. Kar je Honor Magic 6 Pro, bom rekel, prinesel na tržišče, sicer, če ne smemo ravno reči, tudi drugi se bližajo, ali pa so bližje zraven, pa so zraven, ampak dejstvo je po vseh teh zadnjih testih, kar ste lahko prebrali, kar veste, kar poznate, so na vrhu, trenutno v vsem. Ampak tisto, kar bom govoril danes, je dejansko kamera sistem, se pravi ta Falcon kamera, se pravi trije objektivi, ki nam dajo možnost, da res lahko naredimo največ, kar je možno s stališča fotografije. Ne bom govoril zdaj o samem zaslonu, ki je odličen, lahko še omenim baterijo, ne bom povedal na koncu, ker za vsakega uporabnika telefonov je, poleg tega, da pač telefon deluje, naredi dobro sliko, je seveda baterija tisto, kar je najbolj pomembno. Ker sami ste bili v situaciji, pa vsak dnevno skoraj slišiš, a ima kdo charger, a bomo kje bomo napolnili, zato ker baterija prej slej crkne. Nekdo pač ne bo glih zjutraj pogledal ali pa vsak večer polnil telefon. To, kar sem jaz lahko poskusil, sprobal, je bilo res super. Mislim, daleč nad pričakovanji, glede na število slik, ki sem jih naredil. Vsi trije objektivi res odlični, seveda standardni, kot pri vseh fotoaparatih najboljši. Ker vedeti morate, če izhajamo iz starih časov, se pravi iz starih objektivov, dejansko je stvar v tem, da standardni objektiv, ki nekje ponazarja kot našega očesa, daje neke najboljše posnetke. Teleobjektiv zaradi tega, ker že zbija perspektivo, sploh pa pri oblačnih dnevih, pri temačnih razmerah, pri slabih svetlobnih razmerah, naprimer v dvorani, so že večje težave dobiti dobro fotografijo. In to velja tako za klasične aparate, kot za telefone. Pri širokokotnih objektivih, sploh pa ultra širokih, pride pa seveda do tega, da dobimo, eno so popačitve, drugič je pa potem, sploh zdaj, kar imamo digitalne fotoaparate, dobimo ta blur potem gor na samih posnetkih. Senzori so, kar se začela digitalna fotografija, dejansko tisto, kar dela dober fotoaparat ali pa telefon boljšega od drugih. Se pravi, vse danes procesor in senzor, seveda tisto, kar iščejo, kar se razvija, zato grejo cene samih fotoaparatov in telefonov navzgor, in pa seveda umetna inteligenca, vse ostalo, kar prihaja, pač gre nekam v to smer, da bomo počasi fotografi brez dela, zaradi tega, ker se bo dalo dobro fotografijo in se že da narediti za bistveno manj kot z neke take drage opreme, ki sicer recimo za šport, ki je pač moj bread and butter, kakor se reče, še zmeraj potrebna, za vse ostalo pa ni več. In tudi zaradi tega sem šel narediti en tale posnetek, ki dejansko vidimo to tukaj, da ne boste mislili, da je kaj drugega. Se pravi, Honor Magic 6 Pro, to je njegova cena,
To je pa cena tega, kar imam tle v rokah, s katerim pač delam. In če malo tle na hitro seštejete, smo blizu 10.000 evrov. Dobro, fotografija, hitrost, vse ostalo. Ampak glavna stvar, ki mogoče tako potiho, ne, s tem in s tem sem pri določenih zadevah, ki bom pokazal na koncu, naredil identične slike. Samo jaz kot fotograf, če bi prišel nekam na nek dogodek, za katerega sem plačan, pa se pričakuje nekaj, da tudi sama pojava, ne samo slika na koncu, bojo rekli, wow, ti si fotograf, se imaš telefon. Ja, ampak se da. Je pa res, da tako kot povsod, glede na to, da prihajate z različnih branž, ne, novinarskih govorim, je pa potrebno tudi nekaj znanja. Oni, ki ste v avtoindustriji, če tako rečem, novinarski, dobro veste, ne. Vsi znamo voziti, vsi bi vozili Ferrari, pa Formulo, pa ne vem kaj bi vsi, ampak ni res, ali pa rally avto. Treba je znati. Isto je pač gastronomija, ne. Vsi nekaj kuhamo, na koncu pa doskrat, ne, glovo oziroma volt, ali pa je pač restauracija. Se pravi, izkoristiti možnosti, ki vam jih daje produkt, se pravi, v tem primeru telefon, je pač tisto, kar vam bo na dolgi rok dal največ, kar je možno. In kar vam da, ne, možnost je pa to, zakaj je recimo Honor Magic 6 Pro tako dobro pozicioniran, oziroma kaj so tiste njegove glavne prednosti. Tudi to že veste, ampak dve glavni, to, kar sem že rekel na začetku, se pravi odličen fotoaparat oziroma odlična kamera s 3 glavnimi objektivi in pa baterija. To, kar sem rekel, odličen zaslon, zelo dobra akustika oziroma vse, kar je povezano z glasbo, zvočnika in vse ostalo so samo še dodatki, ampak tudi te so po vseh teh testih daleč na vrhu. Za konkurenco v premium razredu in pa seveda tudi generalno, kar je, recimo, presenetljivo. Zdaj, ker vam bom kazal slike, pa ker je bil moj namen, ampak smo se pogovarjali, dati še eno informacijo zraven, kako narediti boljše fotografije, je dejansko tle enih par poudarkov, ki bi jih rad povedal, ne. Kot vemo, fotografijo brez svetlobe ne moramo narediti. Vse na začetku se je začelo na ta način. In tudi še danes, z vsemi temi pomagali, ki jih imamo, je svetloba tista, ki nam pomaga narediti dobro sliko. Se pravi, danes je oblačen dan, za neke lepe panoramske slike ne bo. Se pravi, neke teleobjektivi tudi ne bojo kaj posebej dobro špilali, zaradi tega, ker pač imamo preveč te atmosferske oblačnosti. Se pravi, bo treba narediti nekaj drugega. Za portret bo super, ker kadar imamo svetlobo, sploh ljudje, ki imajo kape, imate pol obraza v senci, imate lahko super telefon, aparat, karkoli ne bo šlo. Kot fotografiranje. To je tisto, kar loči malo boljšega fotografa, videografa, kogarkoli od navadnega smrtnika. Ker je danes tako, prideš, se postaviš, bum. Nihče ne bo stopil korak levo, korak desno, počepnil, nekam šel, malo razmislil pred sliko. To je veljalo v starih časih, ko smo imeli film, dokler je bilo na filmu 36 posnetkov, na Tamalmu, ali pa 10 oziroma 12 na Tavelkmu, smo presnet dobro razmislili, koliko bomo poslikali. Zaradi tega, ker si vse to plačal, film, razvijanje, izdelavo slik, kdo jih je delal, diapozitive in tako naprej. Danes prideš, vsak rečeš, naredi en selfie, bum, 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 držimo. Telefoni so polni posnetkov, ni potrebe. Mislim, ja, normalno narediš 2, 3, ker to je tukaj nasled. Večje število posnetkov, da ustvarimo vsaj eno kvalitetno, pa drži. Včasih si spet si potovanje, da si se postavil, si naredil tisto neko cerkev, kjer si bil, oziroma pač karkoli, Sidnejsko opero, Rimski kolosej in tako naprej. Danes ljudje slikajo, bum, 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 vse živo, na koncu, koliko imajo dobrih slik. Verjetno ne bistveno več, kakor nekdo, ki je pač naredil mogoče tudi na film, ker je pač danes prihajajo nazaj fotoaparati na film, prihaja ta avtorski pristop, ampak to ni tema našega dneva. Obdelava posnetkov na telefonu, izredno dobra funkcija, ki jo imajo dejansko vsi telefoni. To, kar včasih ni dal, seveda to, da ti lahko zdaj, če nič drugega, izrežeš fotografijo, poudariš to, ono, tretje, barvni kontrast, vse ostalo, kar lahko narediš, daje telefonu res zelo veliko prednost napram fotoaparatu. Ker že na telefonu narediš marsikaj, medtem ki pri klasičnem fotoaparatu moraš slike najprej zložiti na računalnik in je pač zamudno. Danes tudi, kar se tiče profesionalnega dela, že delamo tako, da si slike iz fotoaparata prenesemo na telefon, seveda Wi-Fi je več ali manj povsod dostopen in medtem, ko je kakšen pač odmor oziroma poškodba, karkoli že lahko zrežeš, izbereš slike in si jih pripravi za naprej. In ta obdelava posnetkov na računalniku, Photoshop, Lightroom in vse ostalo, kar uporabljamo profesionalci,
in ekstra plačujemo, dejansko ni več potrebna. Zdaj, če gremo znotraj tega, da zdaj pozabimo fotografijo kot tako, klasično, gremo v to, kaj nam ponuja zdaj fotoaparat. Dejansko, to, kar je bilo včasih, da si imel, pa še danes je, da imaš en aparat in več objektivov, tega več ne rabiš. Imaš telefon. Imaš zoom objektiv, kar je bila potem razvoj naprej, z tega, da si z enim objektivom prišel na to, da nisi rabil imeti več objektivov zraven. Tudi tle, to je zdaj najnovejši, da sam to povem Canon, včasih je bil tak 300 mm objektiv za šport slikati. Zdaj so naredili lansko leto 100-300 zoom z blendo 2.8, se pravi zaslonko, pri kateri lahko slikaš v zelo slabi svetlobi. Dobro, cena je bož jasna, to pustimo. Ampak hočem reči, razvoj gre tako naprej in pri telefonih isto. In to je tisto, kar me je mogoče najbolj navdušilo, da lahko z klasično kamero, široko kamero, telefotokamero, vse tri so tle noter, lahko narediš res dobre posnetke. Tle noter sem vam spodaj sam napisal in to bom na vseh slikah, ko da ne bom šel brati v vsako od teh, ker lahko sami vidite. Se pravi, zaklop poznamo, zaklop je pač, ki se odpre in zapre, se pravi čas, kakšen pač enemu omogoča samo fotografijo, zaslonka, koliko svetlobe spustimo noter, velikost slike je zame tudi zelo pomembna. Ker recimo seveda razvoj procesorja in vsega ostalega gre zdaj tako dobro naprej, da so slike res velike, večje, ker slika lažje potem porežeš, lepše jo zajame sam fotoaparat na telefonu ali pa klasičen je toliko boljši. Tukaj imamo dva faktorja, ki jih vidimo na klasičnem objektivu, ki je ta tukaj, to je sicer v osnovi, če gledamo na klasiko, širokokotni objektiv, 24 mm, 68 mm več, ultrawide, se pravi ekstra široki, pride pa na 12 oziroma na 13 mm, kar je stališča klasične fotografije ekstra široko. Ta ekstra široko mi ni posebej všeč, ker pravim dejansko, pride popačitve ob strani, pride gor, recimo tukaj, nažalost nimam pointerja, da bi lahko, ampak pride tukaj gor, kot vidite, različen, iz istega kota snemam v razmahu parih sekund, ampak imamo čisto drugačen kontrast. In to je dejansko tisto, kar trenutno, pa tudi v starih časih, nobena kamera ne bo uspela narediti, da bo v bistvu barvni kontrast pri vseh objektivih enak. Ne gre. To lahko dosežete v studiu, z umetnimi lučmi, s flash in tako naprej, v naravi, kjer govorimo pa pač o atmosferi, takšna, kakor je, pa prije do tega. In te slike niso nič obdelane. To je tako, kakor je posneto, samo prenešeno na računalnik. Glih zaradi tega, da ne dajem nekih informacij, ki v končni fazi ne bojo čist, bom rekel, pravilne. Se pravi, gre pa potem samo za same kote, kaj želite pokazati in kaj je. Se pravi, tukaj, če gledamo, zanimivo je, zaslonka, se pravi 2.0, 2.6, to so ekstremno dragi objektivi na klasiki, tle to že vse imamo. Če gledamo naprej, če pa vi pridete nekam bližje, se pravi, tle sem pa stal praktično čist zraven tega tabora tlele na Brodu, in zdaj ta objektiv 1.8, to je 12-13 mm na klasičnem fotoaparatu, če gledamo tle, stojite tukaj, nimate poti nazaj, ekstra široka, ampak tudi barvno mi ni toliko všeč, kot recimo tle. In to je tisto, kar sem rekel prej. Se pravi, taka slika z ekstra širokimi ponovadi zahteva nekaj dodatnega dela. Ali na telefonu, ali pa potem, ko date enkrat. Ne gre za to, da bi bila tako. Medtem, ko slika z glavno kamero, ki je v vsakem fotoaparatu, ali pa na vsak objektiv, ki ga kupite, so te glavne, normalne kamere, če tako rečem, oziroma klasični, včasih bo to 50 mm objektiv, to so najboljši, tudi optično najboljši narejeni. Tle tudi vidimo teli zaklopi, dobro, glede na svetlobo, na lep sončen dan gre v bistvu zelo kratek zaklop. No, potem tisto, kar je nekje že to, kar se pogovarjamo, se pravi, kako si lahko pomagamo in z umetno inteligenco in s tem, da kamera sama zaznava gibanje. Ker to je tisto, kar je imela večina ljudi težave, še zmeraj ima v času fotoaparata, prvih telefonov in vse ostalo. Ko pride moja mačka ali pa moj pes hiter laufa, kako naj ga slikam, da ne bo čist razmazan. Dojenček, nekaj skače, maha z rokami, pri slabi svetlobi je vse zmazan. Zatega so kamere danes, vsi algoritmi, ki so noter narejeni na face detection in drugič tudi, kaj se dogaja znotraj tega. In tole čist tak hitro in posnetek, nič, nobene priprave.
tudi, če gledam kot fotograf, mi sploh ni všeč, ker je ozadje brez veze, ne, tudi kot sonce, senca, vse je, mislim, vse je zame kot fotografa, profesionalca, prej negativno kot ne. Hotel sem vam pa pokazati ravno to. To je osnovna slika, ki sem jo posnel, ko je šel avto mimo, ta je bil malo začuden me gledal, ampak potem sem jo na ekranu, na računalniku samo malo brezal, pa še zmeraj kaj veliko bistveno boljšega nisem mogel dobiti, kaj sem vedel. Ampak mi je pa všeč, da na vse zgodi zjutraj, ne, svetloba ni bilo, ne vem kaj, ne, je slika ostra, je slika taka, kot mora biti. Pa ta pri tej niti še ni tak problem, kakor pri tej, ker sem stal, ne, zdaj, prej sem šel čez cesto, tle sem dejansko slikal v kontrasvetlobo, kontraluč, spet, če tako rečem, vse narobe, zanimal me ta kolesar. Potem sem ga samo zarezal pogledal, kolesar je oster, vse je ustavljen, zakaj? 6500 tinka sekunde. Zamrznete vodo, zamrznete praktično kuglo skoraj iz puške, tam bi se rabo še malo več. Ampak, kar me je res presenetilo tukaj je, ne, da je aparat res deluje. Res, ker v vseh ostalih variantah, ne, brez umetne inteligence, brez ostalega bi bil tle čas 250 tinka, če bi naredil panning, tako kot pač smo delali včasih na film, pa tudi pač na prve digitalce, da ima zabrisano ozadje, ne, bi to šlo, drugače bi bila pa slika povsem neuporabna, grda in tako. No, tole sem si zvečer vzel en tak spomin na dobre stare čase, kar vidimo tukaj dobro, dol, zaklop 200, 240, 160, to so oni zaklopi oziroma časi, ne, pri katerih, če vi držite tako aparat, vse kar gre mimo bo zbrisan. In na način slikanja tukaj, tisti klasični panning, se pravi, vi morate dejansko objekt, ki se giblja, spremljati, ne, in ga pritisniti v nekem obdobju, ki je zraven, se pravi v nekem kotu in je z njim naprej. Vkolikor vi ustavite aparat, fotoaparat, telefon, je slika zmazana. Ker je čas predolg, ni 240 tinke sekunde, ni šanse, da boste imeli ostro sliko. Ne v športu, sploh pa ne v gibanju. Ampak to je spet tako na široki kot, oziroma na normalni, pardon. No, potem enih par zadev, ki me pri telefonih res fascinirajo. Pa nisem še tistega prevlekel. Seveda, v profesionalni fotografiji imaš makroobjektive, s katerimi lahko prideš zelo blizu določenega objekta. Gre za fotografiranje predmetov, za fotografiranje hrane in vsega ostalega. Tle sem šel čisto pogledati. Zdaj ena stvar je, ok, tle imamo zdaj pač projektor. Morate mi verjeti na besedo, ker jaz, kar se tega tiče, res najbolj strog. Sam do sebe, že vsa ta leta, tudi z ostalimi, s katerimi sodelujem in tudi vse, kar gledam na mislim, v glavnem zdaj v medijskem svetu oziroma pač na spletnih portalih, časopisi na žalost izumirajo pa revije, je ostrina. In ostrina tle noter, recimo sploh tlele, je ekstremna. Je pa res, da je točka, ki je najbolj ostra, vse ostalo greš potem v neostrino. No, tudi tukaj, ne, tle sem hotel mogoče sam pokazati, neka taka slika ni. Detalji so tisto, kar delajo sliko drugačno, ker vsak, ki gleda vaše slike, pa sami, če gledate, dejansko pride do tega, da je bila slika malo drugače, kar mi vidimo s prostimi očmi, oziroma nek naš kod gledanja, tle noter, ki je 46 stopinj, če je zadeva širša ali ožja, je za nas to zanimivo, če ne, ni. Tudi tukaj, zame je bilo fascinantno, ne, da tle vidiš dejansko vse detalje. Vidiš v bistvu več, kar pa to narediš iz roke, ne? Pa čeprav je zaklop 100 sekunde, zaslonka 2.4, se pravi povsem odprta, objektiv pač ta normalen, pravim še zmeraj širokokotni, ampak to je za profesionalno fotografijo, ki jo greš delati drugače, pač stativ, makroobjektiv in tako naprej. Neka kvaliteta, ko jo pa pogledaš na koncu, ne bo nič drugačna. Ok, ne, če bi bili novinarji oziroma fotografi, ki bi delali za neko spletno stran trgovine ali pa novi produkti, to sem naredil prav v mislih za dame, ki bojo tukaj, ki vas ni toliko veliko, ampak vseeno, ker je očitno to bolj moška domena, ampak vseeno, ne, greš v trgovino s torbica, nova kolekcija, novi modeli, ne, narejeno spet z širokokotnim objektivom. Tole je s teleobjektivom, kar se vidi, ker je odzadje dosti bolj zabrisano, to tukaj pač imamo več smisla za ozadje, ampak tukaj že prihaja do tega, ne, da kot fotograf pač probaš, poizkusiš
določene stvari tako predstaviti, da cela fotografija kompozicijsko štima. To je tisto, kar je pač pol razlika med nekom, ki samo stisnil, pa tistim, ko je malo razmišljal. Tlele recimo je bila pač ena rumena tale žlica za čevlje, kakšno stvar malo predstaviš, pa slika povsem drugače izgleda. Zdaj, tle vdaleč se vam zdi, pač tako, kot se vam zdi, ampak vam pa povem. Ok, globinska ostrina. Nekaj, kar je zelo fascinantno praktično za vse, ker z globinsko ostrino vi gledalca dejansko peljete v sliko, kaj mu hočete pokazati. Sploh pri portretih ali pa tudi tukaj. No. Kar mi je bilo tukaj zelo zanimivo, ne, je pač to, da lahko ročno, kar nisem videl nisem jaz zdaj, da bi testiral veliko telefonov, pa jih tehnično tudi bi šel zdaj gledati, kaj je bilo gor dol, mene vse fotografija osnovno, ampak funkcija aperture, se pravi zaslonka, to, da jaz lahko na fotoaparatu odpiram pa zapiram zaslonko, ki jo poznam na klasičnem objektivu, to je zame res wow. Kaj ti problem z večino telefonov, ki sem jih imel prej, je, da seveda je zaslonka zmeraj odprta do konca, ne? Ti slikaš, ok, posnetek je cool, pa ga daš pa na ekran, ok, bi kaj delal z njemu, zadeva ni, neka ostrina je, nimaš pa tistega, kar bi hotel. In hotel popolne ostrine, oziroma takšno ostrino, ki bi ti omogočala, da si na sliki najboljši tam, kjer želiš, oziroma najboljši. In tle se prav lepo vidi, zaradi sem jih tako dal tudi sestaviti. Skupaj se pravi zaslonka, povsem odprta, celo 0,9, tle gor, tle spodaj in gor na vrh, ne, zaslonka 16, maksimum, kar je. Se pravi, če gledamo to slika z istega kota, ne, tle ozadja ni, tle vidite tiste stvari, ki vas bojo motile, ne, načeloma, ne. Tudi tukaj, čisto isto, vidite še ostalo in tukaj tle, tukaj enako, ne. Se pravi, kar aparat s toliko dobrim fotoaparatom omogoča, je, da ste lahko kreativni. Se pravi, da lahko naredite slike, ki se med sabo razlikujejo. Imate široki kot, imate normalni, imate teleobjektiv, imate določene featurese, kot bi rekli, ki so rožce. Zmeraj lepo, dan je 8 marca že bil, kaj smo, ampak tako je. Večina ljudi pride, nek vrt, puf, gremo. To se gre eno tako sliko. Meni ni nič. Ko greš v detalje, ta sicer je s teleobjektivov, strelicije. Tle sem šel tudi pogledati v dva. Tole, da to lahko naredim z eno tako kamero, pa še to, ostrina tle gor, bi rekli top shit otroci. This is Slovenians are very good. Tako da, spet imamo dol, ne, tle sem vam tudi napisal, zaslonka 1, 4, 2, 4, 7, 1 je tale tukaj noter. Se pravi, lahko narediš, ko malo razmišljaš o fotografiji, z aparatom, ki ti to omogoča, res tisto, kar bi rad imel. To, kar so se novinarji, ki gledam na spletnih straneh, največ spremljam šport, ampak tudi nekaj drugega, ne, že naučili je to, da obstaja zelo zanimiv portrait mode. Se pravi, portretna fotografija zdaj ni več domena klasične fotografije, ampak je domena fotoaparata, pri kateri imamo ostrino na objektu, ki mora biti dovolj blizu, seveda, in je vse to vzadje, kar je ponovadi na klasičnem fotoaparatu dobro zaznavno, tukaj zabrisano, nevidno, zaradi tega so te portreti še toliko boljši. Ko bi bili malo umetni, kot da mi ta stoji pred neko umetno zaveso, ki je nekje v oddaljenosti. Tle sem bil res presenečen, ker če jaz to hočem narediti z mojim fotoaparatom, prvič moram imeti ekstremno odprto zaslonko, kar je večina fotoaparatov oziroma objektivov, če tako rečem, nimam razen unih najdražjih, se pravi 1, 4, 24 in tako naprej. Objektivi, ki stane, oziroma tale zoom, ki sem prej pokazal, 2870 2.0, ker pri klasični fotografiji je 2.8 zaslonka že wow, super, ponovadi so to, kar kupite v nekem kompletu 4, 5, 6, 3,5 do 5, 6 ali pa kaj takega, kar pomeni, da imate dosti večjo globinsko ostrino, točko, ki je ostra pred objektom in za objektom. Tukaj je bila ostrina res v nulo, kot bi se rekel. Tukaj, dobro, tlele se ne vidi, saj jaz ne vidim tle, tle je pa tako, ko ti pač AI izbere in ker je ta bližje šel fokus na tega, ta je res v nulo oster, ta je že malo neoster, zaradi tega, ker je pač zaslonka 2,4. Če bi pa zaslonko ročno delal tlele na 5, 6, bi bila pa oba ostra in potem bi dobil tudi te hribe zadnji malo ostre.
No, ker sem vmes še en min pripeljal v tistem času, sem kar z istim načinom naredil še to. Tlele, če vidite dobro, tle je v bistvu en tak res močen blur, oziroma ne ostrina, ravno zaradi tega, ker je pač ostrina tlele na njem in vse ostalo od zadnji je pač neostro, ta del na vaši desni pa je. Ok, ista stvar naprej, otroci, to, kar vsi radi slikamo, pa živali, pa karkoli drugega, tudi pravim, kar sem posnel s portretnim načinom fotografiranja in potem doma pogledal na ekranu, na ta velikem, prosim, ne na kakšnem majhnem, me je, ne bom rekel, sezul, ampak sem bil navdušen. Spet iz tega, ker lahko dejansko z aparatom v tem orangu, ki je, seveda ni pocen, ampak naredite res sliko, ki si jo date lahko na steno, mislim, družinsko ali pa vse ostalo. Še tle, prej sem govoril kot fotografiranja, prideš, stisneš, ali pa malo počepneš. Zdaj, kaj hočeš za ozadje? Hočeš modro nebo, hočeš travo, se pravi vse tisto, kar kot fotograf, kot tisti, ki bo dal nekaj iz sebe. Ker zdaj ena stvar je, fotografi smo zmeraj, nažalost, fotografi, redki znamo kaj napisati, pa še kaj osmisliti. Novinarji, ste tisti, ki ste mogli iz tega, da delate dobre zgodbe, pišete, delate intervjuje, ste dostikrat postali tudi fotografi. S telefonom nobenega problema, ampak ko delate vi intervju, sploh govorim pri športu, nekje v cilju in imate tam športnika zraven, ga lahko s telefonom poslikate, naredite dober video, to je sploh, bom rekel, zlata vredno. Prej nisem omenil videa, ker sem govoril o vseh ostalih featurih, normalno video pri teh aparatih je res vrhunski, ampak kaj je stvar videa? Video je motion. Pri videu vi skrijete malo, bom rekel, napake na sami fotografiji oziroma na samem posnetku. Ker vsi gledamo tisto, kar se premika. Sliko pa vi gledate, secirate, lahko jo povečate, vidite vsak detalj, ki ga drugače ne bi videli. Na videu, če je oblačen dan, skoraj ne boste opazili. Na sliki boste točno videli, ali pa kdo miži, ali kdo karkoli drugega na narobe. Ok, objektivi tukaj, spet, v glavnem kar klasika, potem pa pač 2,5 pa 5-kratna povečava. Zdaj, tle sem hotel povedati, da naslednji feature, ki mi je res fantastičen, je feature Pro, pri katerem lahko vi na samem fotoaparatu upravljate z stvarmi, ki jih drugače lahko samo na klasičnem fotoaparatu, pa še to, kadar imate ročni način. Se pravi, uporabljate čas, uporabljate, kar se tiče nastavitev, ki vam pomaga narediti boljšo sliko. Se pravi, čas, zaslonka, korekcije, kar naredi aparat, glede na sam objektiv, je seveda to, sicer se tudi čist ne vidi toliko do konca, da sploh pri teleobjektivu, kot sem že prej govoril, so slike mogoče za malenkost, če tako rečem, čisto laično, presvetle. Zaradi tega, ker je veliko črnine tle noter in bo v bistvu svetlomer, ki je v vsaki kameri, rekel, wow, tema je, dajmo malo odpreti in je slika presvetla. Pri širokokotnih objektivih, ker je veliko modrega neba, kadar je modro nebo, pravi, malo je temno in bo ne temno, malo je, če je temno, bo odprl, če je presvetlo, jo bo pa zaprl. In tlele, ko mu deluje v tej smeri, da je slika preveč, če tako rečem, temna, overexponirana. In potem tukaj, pri tej varianti, sem potem uporabil crop, to je ista slika, ki je narejena s širokokotnim objektivom, in sem potem odrezal ta del in sem ostal samo v sredini in jo imamo tle. No, tukaj je pa samo minimalno popravljeno na računalniku, pa tudi na spodnji sliki. Zaslonke isto, čas, velikost slike. Se pravi, tle sem samo hotel povedati, da je možnost, ki jo imamo na samem fotoaparatu, toliko dobra, oziroma tudi sam algoritem in vse, ki jih imamo, da ni kaj veliko dodatnega dela. Minimalno, če ste, bom rekel, malo piki, kot sem jaz, oziroma pač, če želite res najboljše od najboljšega. In to je tisto, kar verjetno tudi sami, ko delate nek določen tekst ali pa karkoli, lahko nekaj napišete, lahko ga preberete enkrat, dvakrat, trikrat, dodate, date nekaj izjave in tako naprej. Se pravi, novinarski članek se lahko naredi na različne načine, isto fotografija se lahko naredi na različne načine. Lahko jo
point and shoot, gremo, kar je, Bog pomaga in lahko pa razmišljate o vsem tem. No in to je tisto, kar pa je zdaj prišlo tudi strani fotografske industrije, kajti vsi te novi fotoaparati imajo možnost, seveda, face detection, se pravi sledenje gibanju in to imamo zdaj tudi v fotoaparatih oziroma v Honor 6 Magic Pro in kar je res tukaj najbolj zanimivo je, da je zelo enostaven vklop. Imate to, vse ste že testirali, imate pač te konce na telefonu, pritisnete in zadeva začne delovati. Oziroma si jo sami izberete, da boste jo uporabljali in delovali z njo. Se pravi, iMotion Automatic ali pa Manual Mode, tisto, kar lahko uporabljamo. Tle je tisto, kar je zanimivo, se pravi, samo gibanje bo zamrznjeno, ker bo zelo kratek čas. 1500 stotinka sekunde bo v športnem žargonu zamrznila akcijo v gibanju. Se pravi, nogomet, košarka, kolesarjenje in tako naprej. Pri kolesarstvu je to sploh zanimivo, ker imamo zelo veliko špic na kolesu. Takoj, ko je čas zaklopa predolg, bo to zamazan. Tle sem sam to naredil, ker seveda sta se mi te dva vozila gor dol, je to, da sem nekaj slikal z zelo širokim objektivom, se pravi ta ultrawide, in sem potem to isto sliko samo toliko brezal in da sem pogledal kvaliteto, kaj nastane na njej. Pa ker slika kot taka, tle mi ni všeč, tle me moti tolken stvari zadej, tam je že boljša, čeprav kompozicijsko ima zmeraj raj, da je recimo objekt, ki gre v to smer na začetku slike, da vidiš, kam se pele, da ti je že ušel iz kadra. Ampak glede na vse skupaj zdaj, kaj smo videli, pač potem skušaš imeti neko, bom rekel, dobro akcijo, tudi nek background oziroma vzadje tako kot je. No, tale slika kot tle, ker sta bila dovolj blizu, ker sem jo že poslil dovolj blizu, sem jo samo obrezal in je zadeva končana. Uporabniška izkušnja je res odlična. Nobenih težav, dejansko lahko slediš, lahko pritisneš posnetico, tako kot morajo biti. To je zdaj še podobna stvar isto na ultrawideu narejen, na avtomatiku se pravi isto dol samo skropan, ampak recimo tako sliko, ki sem jo potem gledal na velikem ekranu, koliko je ostra, kako štima, je bila res BP. Mislim, zdaj govorim z navdušenjem, oziroma nisem še nič kaj, bom rekel, skritiziral. Skritiziral bom sam sebe oziroma aparat v tej varianti. Ko pa imate močen teleobjektiv, pa pride do tega, da sicer je kot tak, tako je original, to je zdaj malo zrezan. Tle so mi hribi všeč, ker lahko perspektivo potegneš skupaj. Tam dejstvo je, da pa tukaj zdaj, sicer je šla ostrina tle tako kot more, ker pač logično je, da gre ostrina bolj v sam center, čeprav jo lahko tudi ročno premikaš, ampak, ker je že takšna razdalja, ni kvaliteta toliko dobra, kot je na klasičnem objektivu ali pa na širokem. Automatic mode, ista stvar pri gibanju, to je recimo počasno gibanje, ampak ja, dejansko ujameš vse. 1300 sekunde, vsak gib boste videli. Če slikate na klasično, to, kar vam aparat ponuja, na koncu pride do tega, da je objekt, ki se giblje, zamazan. Zato, ker aparat ne razume, kaj se dogaja. Če ga pa vi programirate, če tako rečem, s pritiskom na tem, da se pa nekaj dogaja, bo pa razumel. Tukaj je podobna stvar. Vi določate, če imate vse na roke narejeno, se pravi ročni način, date sami čas in zaslonko, lahko si pa izberete programe, športni program, pri katerem boste dali vid čas, pa zaslonko bo dal sam fotoaparat, glede na svetlobe. Manual mode, kjer vam aparat, oziroma v tem primeru telefon, pomaga, da za zajemanjem slike izbere tisto najboljšo, je tole. Pravim, glede na to, da sicer nisem imel možnost narediti na ta prave teh med, ker je bilo zdaj to med tednom, pa se nič kaj ne dogaja. Sem pač to naredil na enem treningu otrok, in kot sem tak medklic, seveda imaš srečo, da v Sloveniji še nikoli niso igrali Neymar, Mbappé, Messi, vsi na enem igrišču in vse zgodaj popoldne. Res ekstra dobra zasedba za to moje slikanje. Imel sem pa še en dogodek, ki sem ga šel poslikati, to je pa srečanje oseb s posebnimi potrebami, oziroma to je gluhonemo društvo iz Norveške, je prišlo tlele v Medvode, v podjetje Kron gledati proizvodnjo, ker tlele zaposlujejo tudi gluhoneme ljudi, in je bilo zelo zanimivo videti, ker oni ne govorijo. To je vse znakovni signali,
kar je spet zanimivo, ker ima zelo hitro zabrisano sliko, sploh v primeru, ko si v nekem zaprtem prostoru, v neki proizvodnji, ne, kjer se marsikaj dogaja, ne, ker oni so ves čas tako govorili. Ne. No, zdaj, ker se bližamo koncu, oziroma vsaj tistemu, kar sem vam dal skupaj, iz tega zdaj bo težko videti, vam lahko povem, da tle niso bile vse slike narejene z telefonom, ampak tudi s fotoaparatom, ki sem ga imel zraven. Zdaj pa, nagradno vprašanje, ne vem, če bo dosti tole kot glavna nagrada, lahko bo, lahko ne. Katera slika ni bila narejena z telefonom, ampak z fotoaparatom? Ta zadnja, ja, desna spodaj. Zadnja desna spodaj. Zakaj? Gori. Levo zgore, una noter. Ok, zbiramo vesele kandidate. Ne vemo? Ok. Dole levo. Prosim? Dole levo. Dole levo? Zašto? Ni. Spodnja levo pa zgornja Sredina desna. zgore. Bravo. Ok. Nagrada, evo ga, izvolite. Kaj je to poskusil? Eno stvar morate vedeti, če bi hotel s klasičnim aparatom imeti ultrawide sliko, bi mogel imeti res ekstra širok objektiv ali pa fisheye, kar bi bilo še večja popočitev. Tukaj je, za tem 13 mm, kar vidite, koliko je ta tle širši od teh tukaj. In to je zelo pomembna stvar. Ko fotografirate z ultrawide objektivom, vse, to ste že seveda videli, vse, kar je v robu slike, so take trikotne glave oziroma taka telesa. V centru je normalen, in to je tisto, kar morate paziti. In dostikrat fotografi, tudi profesionalci, pridejo na neki event, pa ne rabijo imeti fisheye ali pa nekaj takega, ampak imajo objektiv, ki je malo preširok, in ko nekaj slikajo strani, ima tako glavo ali pa tako roko. In sploh pri damah to ni dobro, ker verjemite mi, da niso zadovoljni, ko tako sliko prineseš po bohu, kakšno pa se. Dobro, to je dejansko posnet s Canonom, bolj zaradi tega, da sem šel narediti eno primerjavo. To je portretni mode, to je ultra široki objektiv, to je čisto normalen objektiv noter, ker spet, kaj nas rešuje? Ekstra dobra zaslonka, ker imamo 1,4 do 2,0 že original objektiv. To je nekaj, kar sem lahko kot profesionalc pred 20 leti samo sanjal, ker še ni bilo telefonov v taki obliki, tega sploh ne vem, so bili 20 let nazaj, so bili. Ampak govorimo o tem, da so možnosti, ki jih imamo s toliko kvalitetno kamero že vgrajeno v telefon, neizmerne. Tole sem pa naredil na koncu res sam zaradi tega, ker sem naredil več slik, plus zaradi tega, ker je bila toliko velika skupina, iskreno povedano, to je pa zdaj tisto, da sem bil malo bolj resen, fotograf. Ker če prideš, ker danes se vsi naredijo neke selfije s telefonom, pa neke portrete s telefonom, pa tako naprej. In včasih, ker je tega preveč, da neka velika skupina niti ne posluša. Če pa ti priješ s pravim fotoaparatom, tle edina razlika, ki jo tako vidim pri širokokotni fotografiji, je pa ta, da moraš imeti fotografijo, kjer vsi gledajo vate. Oziroma imajo vsi odprte oči. Ker sami veste, ko nekdo nekaj slika, zelo velikrat so slike, ki ima en zaprte oči. V večji skupini ljudi. Zelo preprosto, ker je fotograf naredil 1, 2 ali pa 3 slike, kar je premalo, ker nekdo blinka, nekdo gleda sem, nekdo gleda tja. Se pravi, tle je treba, tisto, kar sem prej pisal, večjo število slik, da je to tako, kot mora biti. In za konec, zdaj sem že šel malo čez čas, oziroma mislim, da v času, še grand finale. Zakaj aparat, ki je pri operaterjih, No, še to. Jaz, če se odločim, kaj tazga kupiti, ok, to je moj kruh, ampak to je tudi vaš kruh, pa še za marskoga je to kruh. Influencerji, Instagram, dobro se služi s telefoni, z dobrimi kameri. Jaz tudi, ampak ne dobim nobenega popusta. Mislim, kakšen procentič to, ki se poznamo, pa že 20 let, 30 let puščam denar, pa mislim. Tukaj se pa vežete na enega od mobilnih operaterjev, pa imate super dobro akcijo za res dober aparat z odličnimi objektivi. No in zdaj pa tisto, primerjava, se pravi 1300 evrov. Dobro, tle ne rabim imeti objektiv za 3 ure gor, 3600. Daš lahko en drug zoom, z neko blendo, pa bi to šlo, bi bilo bistveno ceneje. Tudi aparat bi bil lahko drugačen, ker danes tudi vsak fotoaparat, klasičen DSLR, ima marsikaj v sebi, kar včasih ni imel in profesionalci bi lahko tudi druga uporabljali. Dobar, sam ta pač profesionalni je
toliko boljši, toliko hitrejši in tudi statusni si bil konec koncev. Se tudi zobozdravniki ne vrtajo z nekimi poceni svedri, ne. Kuharji imajo tudi najboljše nože, pa marsikaj. Avtomobilska industrija, vemo kako je, ne. Se pravi, zdaj ta poceni avti, ta majhen low rang bo šel ven, ker je cena izdelave enega Audija Q2 zelo blizu enemu Audiju Q6, mislim, ni zelo blizu, ampak je glede na dodano vrednost, se pravi, na maržo, ki jo imajo, je brez veze delati Q2, tako da drug let bo šlo vse to ven, tudi lupo, pa ne vem kaj, to bo vse šlo. Sem govoril z imam preverjeno informacijo. Ok, tle pa imamo zdaj sam še grand finale, se pravi, ko sem že prej gledal, če bi to gledal res na ekranu, pa tle ste zadaj, ne, tle so barve, ta del je Canon, to tle gor je ono. Barve so dosti bolj nasičene, dosti bolj saturirane, ostrina je odlična na obeh. Tle sicer, glede na to, da so barve bolj nevtralne, ne, lahko pa lažje z njimi delam kaj naprej, če je potrebno, ampak tle gor, če gledamo, to je isti kot, zelo tam čez eno mizo slikam, ker sem hotel bolj zastavo in ta napis imeti, ne. Celo skupine pa nisem mogel slikati, sem mogel iti ven z njimi, ne. Se pravi, če bi to pogledal, in to sem pogledal, ostrina in vse ostalo, tle so malo bolj tople barve, ker tle je v nulo. Kaj hočem reči? Kar pomeni, to, kar sem že delal, da če grem slikati na Višarja Rogliča, pa ne bom nosil vso opremo sabo, ko bi šel nekam s kolesom ga počakati, imam tole, ko bo prišel min, bom imel vse slike. To sem tudi že delal včasih, ne, sem šel tudi na trening reprezentance, na Brdo, ne, sicer sem vzel pač en zoom, ker tam ne moreš zraven priti, ampak sem prišel s kolesom, Kek me malo čudno gledal, ampak kaj, tam sem bil za ograjo, tako kot vsi ostali, v niso bil kavboj, kak je spodresil. Tole je pa še ena stvar, ki sem prej hotel povedati, da dostikrat se zgodi, dajmo na ziher in pol ljudje hodijo nazaj, to sem velikokrat opazil pri telefonih. Se pravi, fotograf mora kader skadrirati, preden ga naredi. Dostikrat pa ljudje pridajo, ok, v redu, hopa, poka, slikamo, ampak je lufta tokle okrog. Zakaj ga rabite na sliki? Brez veze. A ni bolj, da stopite malo bližje, če se da, oziroma da uporabite drugo funkcijo, se pravi drug tip objektiva in imate, to sem zdaj mogel seveda pol obrezati. Zdaj, ker sem to sam naredil, pa nisem razmišljal, da bi še to naredil, ker imam že tam. In sem vam sam hotel pokazati, ne, kako je. Zdaj, če pogledamo čisto na hitro, kar prej sem govoril, ne, tale glava tlele, ne, napram tej ali pa tej je bistveno večja. Res, da je možak malo bolj presep, sam to hud pa ni. Dejstvo pa je, da je tole bilo še relativno v redu narejeno. Če bi stal še malo bližje, bi imel pa ta tako glavo, ta bi bila pa taka. Tako da, dejansko, da končam s tem, da ne bom prehud. Aparat, oziroma telefon, kako ga imenujemo, omogoča res marsikaj. Vem, da ste ga že mnogi testirali, vem, da nekateri ga boste še imeli v roki. Vprašanje, zdaj pa na koncu, ja ali ne. To je pa tako kot posod, ne. Ker če se pogovarjamo še z tisto, kar je naprej, dizajn. Dizajn je osebna preferenca. To je isto kot pri avtomobilih, pri torbicah, pri urah, pri hotelih, ki so vam všeč in tako naprej. Se pravi, dizajn je zanimiv, drugačen od drugih fotoaparatov, samo v dveh barvah, kar je tudi zanimiv izbor, ne? Se pravi, ta zelena, mogoče malo bolj ženska, črna, klasična moška, moje razmišljanje, čeprav tudi ta zelen bi šel, ne? Tlej jih vidimo zdaj še cele, bolj odbliz, nekako mislim, da je tudi poudarjeno, ne? Da razen, če sem bolj tako, ne bi imel zelenega, ampak ne vem. Dejstvo je, da je tudi meni črn bolj všeč. Tisto, kar sem že prej govoril, baterija top, eden od velikih razlogov. Procesor noter, zaslon, vse, kar se tiče akustike, glasbe in ostalega, vse tisto je na nivoju, kar pričakujete od enega flagship modela, se pravi nekaj, kar je na vrhu. Ker konec koncev cena, ki jo tudi poznate, ni nizka. Če se bo nekdo odločil za ali proti, mislim, da je cena napram konkurenci, kar to omogoča, res odlična. To je to. Za fotografa? To, kar
na tiskovki, kakšno vprašanje? Eno vprašanje. Hvala, Ja, ne, čakaj, eno. Zoom nisi nič povedal, o Zoomu nisi besede rekel. Ja, sem povedal prej, nisem pa veliko govoril, mislim, nisem pa ga... Par stavkov povej. Tako, kar se tiče samega zooma, ne, všeč mi je klasičen objektiv, se pravi prime objektiv. Teleobjektiv je korekten, vse kar štima, potem pa bolj, ko gremo v močne teleobjektive oziroma v 5-kratni faktor ali celo več, pride pa do tega, kar pride praktično pri vseh objektivih, teleobjektivih, kar sem že rekel tudi prej na začetku, se pravi, da je zelo pomembno, kakšno je ozračje, kje fotografiramo, kaj. Če smo v dvorani, če smo na nekem prostoru, kjer to štima, bo vse v redu. Ko smo pa nekje zunaj, pa to ne gre. Ker še nihče ni imel v nekih povprečnih pogojih dobrih slik. Ne je z aparati za 10, ne tole, ne karkoli drugega. Se pravi, tlej pa zelo pogojeno to, da so leče, ki so sestavljene noter, ker te leče so res dobre, da so na toliko majhnem prostoru. Ker če govorimo za lečo tukaj, te klasični objektivi, pa da narečem sploh v teleobjektivu, kjer imamo sistem leč tukaj postavljen. In leče v teleobjektivu so prednja leča, zadnja leča pa pol vmes, odvisen kaj je. Take zoom jih ima več, ki se vmes not pomikajo. Težava je pravim spet v tem, bolj ko zbijete perspektivo, slabše je. In to vam lahko tudi na tem aparatu, tlele čez balkon, zdaj če slikamo kele, ne bo neke kvalitete. Stvar je potem dodelava oziroma pravilno rečeno razmišljanje tle in potem ekspozicijo narediti drugačne. Se pravi, uporabljati vse, kar ti omogoča fotoaparat pri ročnih nastavitvah. Avtomatsko nastavitev ne bo šla. Hvala ti. Prostorov. Spodaj na vhodu ste videli, so 3 apartmaji, tukaj je ta